Drage gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni na soočenju kandidatov za županovanje v občini Trbovlje. Svoja stališča bosta nocoj predstavila Alenka Forte, SDS in Gorazd Kajić, Desus. Oba lepo pozdravljam v našem studiu. Dober večer. Na začetku sledi kratka predstavitev obeh kandidatov. Začeli bomo z vami, gospa Alenka Forte. Hvala za besedo. Sem Alenka Forte, zdravnica in direktorica medicinskega centra Helix v Trbovljah. Sem že drugi mandat občinska svetnica, predsednica krajevne skupnosti, tako da dodobra poznam delovanje občine in tudi probleme, s katerimi se naša občina sooča. Kandidiram za županjo, imam močno ekipo, s katero upamo zmagamo letos in popeljemo Trbovlje na pot razvoja. Gorazd Kajić, še vaša predstavitev. Ja, lep pozdrav še enkrat v mojem imenu. Moje ime je Gorazd, po izobrazbi sem diplomiran organizator in ekonomist. Delo, ki ga danes opravljam, je vodja proizvodnje, se pravi zaposlenih 270 ljudi. Za kandidaturo sem se odločil, ker nisem sprejel prepričanja, da je vse, kar je staro, za odpad in da je vse, kar je novo, dobro. Res je, da ima novo navadno določeno prednost in prav tako tudi staro, če ustrezno vključeno novo delovanje. Cilj mi ni, da nas obišče nekaj kino obiskovalcev, cilj mi je izkušnja ter tesnejša zveza med ustvarjalci. Veste, v komunikaciji pa zmaguje tisti, ki zna v prvi vrsti dobro poslušati ter postavljati prava vprašanja. V Trbovljah je brezposelnost nekaj odstotkov nad slovenskim povprečjem. Perspektivni mladi kadri po večini odhajajo. Kaj bi storili, da bi ta trend zaustavili? Začeli bomo najprej z vami. Dejansko je brezposelnost v Trbovljah več kot nekaj procentov, torej 13,3, medtem ko je slovensko povprečje 8,0%. Žalostno je, da je pravzaprav med temi brezposelnimi veliko iskalcev zaposlitve, ki so več kot 2 leti na Zavodu za zaposlovanje in so stari več kot 50 let. Seveda so tudi mladi, ki iščejo prvo zaposlitev. In žal ti mladi iščejo priložnosti v drugih občinah. Tudi ta srednji razred starostne strukture išče službe drugod. Torej, to je pravzaprav največji izziv, kako v Trbovljah ustvariti pogoje, da bomo zanimivi za investitorje. Seveda pa ne smemo pozabiti, da bomo z ukrepi, ki so zdaj trenutno na voljo, saj je vendar država podpisala neko pismo o nameri in namenili na naši regiji približno 7 milijonov evrov, prednostno v Trbovljah za ta podjetniški inkubator in tudi za izgradnjo industrijske cone na nasipih. To je večji delež, preko 4 milijone evrov, in ta sredstva je treba naložiti na tak način, da bomo zanimivi za čim več investitorjev. Ne smemo pa pozabiti na tista podjetja, ki so uspešna, in tudi njim olajšati dodatno zaposlovanje. Torej, rabimo ljudi, ki so kvalificirani iz naslova poklicnega izobraževanja, pa tudi inženirje. Torej, v tem prvem obdobju do leta 2021 je to prvi izziv, kako ta sredstva porabiti, da ljudje dobijo službo tudi v Trbovljah in da mogoče tudi ljudje od drugod pridejo na neka delovna mesta, ki jim bodo predstavljala izziv. Gospod Kajić, kako vi vidite to situacijo? Ja, pogledajte, mi dejansko v Trbovljah bi se mogli prvo osredotočiti, katere poklice mi trenutno rabimo v sami občini. Se pravi, ali so to ključavničarji, električarji in tako naprej, in se osredotočiti na to in nekako povezati z izobraževalnimi institucijami. To je prva. Drugo, se treba osredotočiti tudi na naše podjetnike in pomagati in nekako se dajati support temu in peljati zadevo naprej. Tretje pa to, da mi dejansko ne moremo preprečiti, da bi nekdo šel iz naše občine drugam delati. Lahko pa vzpostavljamo kontakt z njimi, se pravi, da jih ne zanemarjamo, ampak da je čim več komunikacije z njimi in ko pridejo nazaj v našo občino, prenesejo tudi ene pozitivne informacije. In te informacije so biti lahko dobre, da ustvarjamo kakšno delovno mesto več. Kako pa vidva vidita gospodarsko prihodnost Trbovelj? Malce ste se že s prvim odgovorom vi, gospa Forte, navezali na to tematiko. Na katere gospodarske panoge konkretno bi stavili in kako bi jih vzpodbujali v Trbovljah? Mi imamo že sedaj uspešna podjetja, ki so bom rekla, državnem pomenu manjša, se pravi od 60, 70 do 100 zaposlenih, in tukaj vemo, da ta podjetja imajo velike težave pridobiti ustrezen kader. Torej so razpisi in na
te razpise se ne javljajo mladi kvalificirani, bom rekli, z poklicnim izobraževanjem. Torej, treba je spodbuditi, da se tudi že osnovne šole bolj povezujejo s podjetniki, narediti neko sinergijo med podjetniki in temi, ki iščejo, v kater poklic bi šli, in tukaj izobraževati pravzaprav ali v poklicnem ali potem srednješolskem izobraževanju več mladih, ki bojo lahko zaposlitev dobili pri teh podjetjih, ki so že tukaj. In takih delovnih mest, če se prav spomnim, je približno 120 že danes. Se pravi, podjetniki ne dobijo ustrezno kvalificiranega, izobraženega mladega človeka. Seveda, če bo ta plačilo za to delo stimulativno, verjamem, da bodo tudi mladi radi, šli za tak poklic. Manjka nam mizarjev, ključavničarjev, varilcev. To so taki poklici, bom rekla, pleskarjev. To so taki poklici in mi je žal, da je v Trbovljah to poklicno izobraževanje zelo zamrlo. In to bi jaz kot županja najprej spodbujala, da se večja sinergija naredi med mogoče lokalno gospodarsko zbornico, podjetniki in šolami. Se pravi, prednostno osnovna šola, in tukaj je treba narediti zanimive programe. Nekatere šole komaj sledijo vpisom, recimo novejši poklici, megatronike in tako naprej. In zakaj tega mi nismo v Trbovljah naredili? In je žalostno, da nam vpis v poklicne in srednje šole v Trbovljah izrazito pada in smo tukaj bistveno na slabšem kot recimo sosednja občina. Torej, kakšne poklice želimo? Seveda moramo graditi na tem, kar imamo. Kaj bo pa prinesla prihodnost, kako bomo mi za investitorje zanimivi, to se mora pa še pokazati. To pa vam jaz danes ne znam odgovoriti, vendar bom vso svojo energijo usmerila v to, da mogoče uspešne podjetnike, ki izhajajo iz Trbovelj, vključimo v neko ekipo in nam pomagajo tudi propagirati naše okolje, naše Zasavje. Tudi na ministra bo treba vedno znova trkati. Sama občina to ne more, ampak treba je iskati povezovanje tudi izven naše občine in verjamem, da če bomo izboljšali infrastrukturo, se pravi boljšo dostopnost našega Trbovlja in da bodo lahko lažje do nas prihajali podjetniki, tukaj imam seveda v mislih povezavo na 3. razvojno os in seveda tudi ta dolgo pričakovani predor na avtocesto A1, torej treba je sinergije in veliko teh posameznih mozaikov v celoto sestaviti, da bomo imeli neko vizijo razvoja. Gospod Kajič, vi prihajate iz gospodarstva, na tem področju imate veliko izkušenj. Kako pa vi vidite gospodarsko sliko Trbovelj v prihodnjih letih? Ja, poglejte, jaz dejansko se pogovarjam z podjetnikom, ki bi želel delati na območju občine Trbovlje. Se pravi, konkretno je to projekt mehanika, v katerem bi se ta podjetnik ukvarjal s CNC struženjem in pa orodjarstvom. Povezali bi se z kovinarsko in strojno-tehnično šolo, kjer bi oni delali prakso, bi delali 3-4-letnem obdobju tisto delo, ki ga podjetnik želi izrabiti in potem tudi redno zaposliti. To so ene take zadeve, ki bi jih dejansko morali izrabiti, da pridemo majčkeno više iz tega vizija. V zadnjem času se veliko govori tudi o predoru Podmeja-Prebold. Vi ste že malo nakazali prej na 3. razvojno os, pa bi zdaj mogoče to dokončali. Ja, žal je Zasavje vedno v tem smislu zapostavljeno. Našle so se rešitve za druge, manj razvite regije, konkretno za Prekmurje, ker je bil zakon o Prekmurju sprejet. Recimo Dolenjska regija je vedno deležna pozornosti, saj je tam veliko delovnih mest tovarne Revoz. Torej, tukaj smo bili nekako zapostavljeni in jaz verjamem v to, da če bomo vsi, ki bomo v občinskem svetu in tudi vodstvo občine, da se bo angažiralo in trkalo na državna vrata in da preprosto kot regija nerazvita s tako visoko brezposelnostjo, s tako slabim, bom rekla, statističnimi podatki, glede zdravja, glede brezposelnosti, lahko o tem kasneje, kako imamo mi slabe kazalnike zdravja, in to je vezano na to okolje, na brezposelnost, na druge stiske, ki jih imajo ljudje. Jaz mislim, da je treba vse podatke, ki jih imamo, uporabiti za to, da nam država prisluhne. In tudi, da dejansko se pristopi k začetkom izgradnje tega
tunela. Seveda bodo postopki dolgi. Slišim, da je v občini Prebold posluh za to vrstno udejstvovanje občine, da nas bodo podprli. Seveda je pa treba končno začeti, ker govorimo o tem, jaz sem pač v lokalni politiki od leta 2008, govori se o tem predoru 30 ali več let. Zdaj pa treba rokave zavihati in ta projekt pač pričeti. Gospod Kajič, kako vi gledate na ta projekt? Ja, ta projekt bi bil zelo, zelo dober za našo občino. Da popravim ta projekt, v tem projektu se govori že 75 let, pa še nismo prišli do njega. Dejansko bi bil zelo pozitivno za našo občino, privabili bi tudi več teh podjetnikov, več delovnih mest, tudi stanovanjska politika bi bila potem po eni strani bolj rešljiva in v tej smeri bi mogli delovati. Gospa Forte, replika? Torej, tunel je pomemben zato, da bodo ljudje prihajali, ne lažje odhajali. To si velja zapomniti. Ja. Tega nisem jaz rekel, da bi odhajali. Ne, nasplošno, boljša povezava, hitrejš do avtoceste, ampak zato, da bodo ljudje do nas prišli, ne da bodo naši ljudje lažje odhajali. Naslednja tema je okolje. Zaradi svoje gospodarske zgodovine so se Trbovlje spoprijemale z različnimi okoljskimi izzivi. Kako pomembno je za vaju to področje in na kak način bi se ga lotila? Najprej gospa Forte. No, zaradi slabih kazalnikov zdravja in hude obremenjenosti je tudi Zasavje deklarirano za okolje, za najvišjo stopnjo degradiranega okolja. Zaradi tega je bil pred leti, mislim, da v letu 2011-2012 obljubljen celo en 15-milijonski projekt za Trbovlje, kasneje je država od tega odstopila. In danes imamo pač subvencije za zamenjavo bolj prijaznih energij, se pravi zamenjave kurilnih naprav, za toplotno izolacijo. Ta sredstva je potrebno še črpati, ker niso v celoti porabljena in če bodo potrebe, je treba iskati nove možnosti, ker občani recimo takih velikih investicij vsi ne zmorejo. Torej, to je prednostno. Drugo je prometna strategija. Mi smo na občinskem svetu že pred leti predlagali, da zakaj se ne subvencionirajo predelava avtomobilov na plin. In tukaj ni bilo nobenih subvencij. Zdaj, električna vozila imajo še visoko ceno, ampak treba bo usmeriti pač, da se tudi ta osebna mobilnost spremeni v to bolj prijazno okolju. Če že mora biti avto, potem naj bo energent, ki je bolj prijazen. Sicer pa v Trbovljah zdaj poteka ta projekt, kolesarske poti in vsaj lokalno dejansko lahko več peš hodimo, ne rabimo, ne vem, za 500 metrov zagnati svoj avto, v bistvu spodbuja tudi ljudi, da se sami bolj ozaveščeno okoljsko obnašajo, tako vsak dan, in seveda tudi, da občina k temu pripomore, ker zaenkrat na tem področju nismo še naredili zadosti. Tudi recimo komunalna vozila bi bila lahko električna, smo že predlagali, pa pač se komunala ni za to odločila. Torej, jaz vidim tukaj, da se pač prometno vozila, da se spremenijo v okoljsko bolj sprejemljiva in da se tudi vsak od nas bolj okoljsko ozaveščeno obnaša, ter da občanom pomagamo, da tam, kjer so še stare kurilne naprave, da te zamenjajo za novo oziroma da grejo zdaj na te toplotne črpalke, kar je okolju izredno prijazno. Gospod Kajič, kako vi gledate na okoljske izzive? Ja, pogledajte, mi smo imeli že leta nazaj probleme s PM10 delci. Danes imamo pač glede same gospodarske slike tudi boljši zrak. Jaz mislim, da bi bilo dobro, da bi ta individualna kurišča povezali z toplifikacijo, se pravi subvencijo teh postaj in bi dali eno tako v redu ceno, ki bi bila sprejemljiva za vsakega posameznika. To je ena izmed. Druge, kot je bilo že predhodnica rekla, promet. Vemo, da upada dizel, da gre pač električni avtomobili noter, tako da se v tej smeri se bo potem nekako dogajalo. Tretja zadeva je pa seveda tudi plastika. Mi imamo zelo velike probleme s to plastiko, se pravi, treba je nekako nadomestiti vrečke in tako naprej in s tem reševati zadevo. Če smo izpustili, da dodam, torej Evropska direktiva nam nalaga tudi, da gremo na čiščenje odpadnih voda, vse preko čistilnih naprav, zato da se ne onesnažuje voda. Tega problema tako mogoče v občini Trbovlje ni, ampak v sosednjih. Torej bomo tudi subvencionirali te male čistilne
naprave, predvsem na podeželju, ker tam so ljudje zdaj prepuščeni sami sebi, investicije so velike in eno majhno gospodinjstvo mogoče tudi ne zmore tega samo, zato bom kot županja ta projekt subvencije malih čistilnih naprav na podeželju zelo podpirala in subvencionirala. V zadnjem času je veliko govora o Centru za ravnanje z odpadki Zasavje, s tako imenovanim Cerozom, ki je pridelal več kot polmilijonsko izgubo. Vemo, da je direktor odstopil, odpadki se kopičijo na deponiji, kdo bo pokril izgubo in kateri bi bili nadaljni koraki glede tega. Gospa Forte. A skozi vedno začenjam, jaz v redu? Po drugem delu, po reklamnih sporočilih bomo vloge zamenjali. V redu, lejte, svetniška skupina Slovenske demokratske stranke je zaradi teh presenetljivih podatkov o velikih izgubah Ceroza in tudi dolžništvu do občin ustanoviteljic, vse skupaj to znaša €1 milijon, zahtevala sklic izredne seje. Žal, aktualna županja ni ugodila, čeprav imamo zbranih več kot 14 podpisov, podpornikov in ne vemo, kaj se bo dogajalo v naslednjih tednih. Torej, ne vem, če je prav, da se to vprašanje prepušča naslednjemu sklicu svetnikov. Mislim, da bi morali biti odgovorni, poklicani na odgovornost. Nekdo, ki naredi milijonsko izgubo, se upokoji z odpravnino, to je sporno. Torej, mislim, da bodo organi, tudi kriminalisti, imeli svoje delo, da to raziščajo, kako je to potekalo. Jaz sem članica Komisije za okolje in prostor in infrastrukturo in smo se s tem problemom seznanjali in izpostavili problem, da se želi ustanoviti svet Ceroz, torej zdaj, če bodo pridružene občine v ta Ceroz vozile dodatno odpadke, mislim, da je nekje 13 občin, in smo mi videli v tem velik problem, da se ta problem milijonske izgube kar prikrije, kar pravilnik, kako bi naj Ceroz v bodoče deloval, pa predvideva, da ceno določajo svet, to so sami župani. In glejte, če nima občinski svet vpliva na ceno in nima več možnosti postavljati vprašanja in zahtevati odgovore, potem je velika nevarnost, da se bo cena nerazumno dvignila, kar se bo. In v bistvu je treba iskati poštene ekonomske cene, vendar tudi na drugi strani delati v smeri kot razvite države, da gremo proti nič odpadka. Vse, kar je odpad, je pravzaprav surovina, in ne nalagati in kopičiti, temveč to surovino, ki je kot odpadek nekaj pristala, znova reciklirati in uporabiti pač ustrezne namene. Gospod Kajič, kako vi vidite to situacijo ali bolje rečeno problematiko Ceroza? Ja, jaz moram reči, da se z mojo predhodnico kar nekako strinjam, kar se tiče odločitev glede samih cen, da so si nekako župani porazdelili te zadeve, mi ni najbolj pogodi. Menim, da je občinski svet tisti organ, ki bi mogel pač določati to in nekako spremljati zadevo. Zdaj, kar se tiče samega Ceroza, vemo, da je v rdečih številkih, vemo, da imajo določene problematike, ki so glede vseh teh zadev zelo resne. Vemo, da so imeli tudi določene zadeve glede samega vodstva, tako da bomo pa mogli nekako reševati zadevo v tej smeri, da bomo te odpadke nekam mogli oddati, kam pa mislim, da bo treba to kar se globoko poglobiti v zadevo in reševati v skupni volji. Meni je precej problematično, da kot občinska svetnica nisem imela možnosti dobiti realnih poročil. Saj Ceroz leto 2017 zaključil s pozitivnim stanjem in naenkrat, ko direktor odhaja, naenkrat pa milijonska izguba. Torej, mi, svetniki, nismo bili seznanjeni, na kak način je to sploh nastalo in smo zahtevali odgovore, vendar žal županja ni hotela izklicati izredne seje, katero smo zahtevali in imamo vso podporo občinskega sveta. Naslednje področje je energetika. V Trbovljah in tudi v širšem zasavskem prostoru je bila v preteklih desetletjih zelo pomembna panoga. Zdaj je ta panoga, kot vemo, v globokem zatonu. Vse bolj se zdi, da ne bodo izkoriščene niti kapacitete, ki jih ponuja celoten kompleks termoelektrarne Trbovlje. Kakšni so vaši načrti na tem področju, zakaj bi si prizadevali? Torej, lastništvo termoelektrarne je znano. Pač občina tukaj lahko samo apelira na lastnike, da vendar nekaj postorijo. Veste, da je bil že zdavnaj sprejet načrt izgradnje hidroelektrarne na Srednji Savi.
kar bi bil po mojem izjemno pomemben projekt tako za energetiko, nekaj delovnih mest, seveda ne masovno, in priložnosti za razvoj turizma. Če vi pogledate južneje od naših zasavskih občin, tam so nastale zajezitve in tam se dogaja turizem. So nove priložnosti ribištva, ladjice, ljudje si ogledujejo raftinga, torej jaz vidim tudi to bi bilo dvojni zelo pomemben projekt za nas. Zdaj, kaj ima namen lastnik narediti termoelektrarno, a bo to turistični objekt, neka zanimivost, ali bo to kaj zaživelo, mi žal danes ni znano. Vse je pač stvar v odgovornosti lastnika. Gospod Kajič, kako vi vidite to situacijo? Ja, povejte, Holding Slovenske elektrarne se je v letu 2014 odločil, da je nažalost termoelektrarna Trbovlje v likvidacijo. S tem je bil zelo velik šok za samo občino in za samo zaposlene, v katerem sem bil tudi sam. Danes je termoelektrarna Trbovlje pogojno mrtva, imajo še plinske bloke in pa rezervo glede samega kurilnega olja. Vse ostalo je mrtvo. Se pravi, šlo se bo predvsem za rekonstrukcijo samega objekta oziroma se bo sam razrez. Bi pa bila ena izmed dobrih zadev neke vrste logističnih centrov, ker je zraven železnica in bi jo lahko tudi izkoristili. In pa seveda, da ne pozabim, hidroelektrarne, ki pa v kratkem obdobju seveda ne more biti realizirana, dolgoročno pa je. No, jaz bi vprašala še strokovnjake za področje energetike, namreč bila je tudi ideja o neki plinsko-parni elektrarni, nekaj časa se je o tem govorilo in bi bil mogoče tudi ponovno treba potrkati na vrata HSE in vprašati, ali ne obstaja kakšna možnost, a ne pač drugega energenta, kot je premog. Ja, gospod Kajič? Ja, kar se tiče teh plinskih elektrarn, vemo, da tukaj ni samo vključen Holding Slovenske elektrarne, vključen tudi sam Eles, ki ima zakupne pravice dejansko za prodaje tega. Tako da so to kar take kompleksne zadeve. Bi bilo pa zelo dobrodošlo, da bi se to naredili, mogoče ne v takšne oblike, kot je bila zasnovana, v 180 megavatni, mogoče malo manj, in v tej smeri bi mogli iti. Naslednja tema je v povezavi s turizmom, takšnim ali drugačnim. V Trbovljah je veliko izpraznjenih industrijskih in rudniških objektov in pogosto slišimo idejo industrijskega turizma. Kako se ga lotiti in ali vidva vidita še kakšne druge možnosti razvoja turizma v občini? Gospa Forte. Vemo, da nimamo ustrezne infrastrukture, kar pomeni hotelskih kompleksov. Žal tudi v Zagorju, ker je bil na Izlakah, tako lep center, je žal propadal. RCR, ki je pač zdaj RRA, njegov nadaljevanje, vidi projekt možnosti oziroma možnosti nadaljevanja tudi tega projekta v Tri Krasne. Torej, vsaka občina ima nekaj manjših produktov, nekaj za pokazati. Vendar to ne zadošča, po mojem, da bi to privlačilo širše množice. Torej, mi bomo lahko v bodočnosti razvijali zeleni turizem, pohodništvo, kolesarski turizem in zato rabimo mogoče neke inovativne nočitvene zmogljivosti. Jaz si predstavljam, da na naših kipah naredimo parking za avtodome. Skandinavci izredno radi hodijo po Sloveniji, hodijo v Posočje in zakaj ne bi tudi v našo Posavje. Zdaj, kaj bi bile kot zanimive točke? Nekaj jih že imamo. Recimo ta virtualni muzej Četrti Dritelj je ena stvar. MCT v Trbovljah ima zelo zanimive pakete enodnevnih ponudb, pa tudi dvodnevnih in to je treba razvijati. Jaz mislim, da je treba iskati sinergije. Vsi, ki imajo neko idejo, ki so nek projekt do nekje pripeljali, to je treba povezovati in narediti iz tega vse zasavski projekt. Nočitvene zmogljivosti so poleg tega pač mogoče v teh rudarskih kolonijah. Sej nekaj se že na tem dela, ampak vendarle, kolikor jaz vem, ima Trbovlje samo na račun MCT-ja tistih 2500 nočitev, pa še mogoče 2 apartmaja, kar je čist samo občine Trbovlje. Torej, praktično nimamo nič. In v svetu in v Evropi
država spodbuja, da tudi privatniki oddajajo apartmaje, oddajajo sobe in tukaj bi bil tudi vir zaslužka. Če bi bila ustrezna finančna spodbuda, verjamem, da bi kdo, ki je mogoče ima celo nadstropje prosto, lahko to z manjšo investicijo, če bi to mi podprli finančno, tudi naredil neke nočitvene zmogljivosti. Torej, mi rabimo nek butični turizem, velikega, nikoli ne bomo Portorož ali pa neko drugo zdravilišče, Gospod Kajič, kje vi vidite izzive turizma v Trbovljah? Ja, mi dejansko moramo iti v povezavo. Se pravi, da smo bolj vključeni med sabo, tudi med samim občinam. Ker na ta način bomo lažje predstavljali celo Zasavje in vsako občino posebej. To se mi zdi, da je zelo pomembno in pa kar je tudi zelo pomembno je to, da moramo mi poslušati ciljne skupine, ki pridejo v samo občino pa v samo Zasavje. Da vidimo, kaj se oni sploh želijo. Jim dati določene informacije, znanje in pa tudi zabav. Se ne strinjam, treba je narediti produkt, ki bo zanimiv in treba dober PR in to dobro predstaviti tudi na mednarodnih kongresih. Treba iti uporabljati sodobne medije in narediti zelo progresivno. Če bomo mi čakali, da nekdo pride, pa ga bomo pol vprašali, kaj želi, mi moramo narediti dober produkt, ki bo odmeven, z našo kulinariko, z našimi hribi, z našimi kočami, mogoče narediti tudi res, dolgo je že ideja muzej rudarjev, da mogoče to spremenimo. Imamo ta zelo odmevni jamatlon in to so priložnosti in to moramo tržiti in to še povečati. To je moje mnenje. Gospod Kajič? Ja, moram replicirati. Niste me dobro poslušali, se neko povezovalnost in to, kar ste vi zdaj povedali, je to. Tako da se po mojem isto strinjava, samo mečken drugače mislila. Še več aktualnih tem imamo, ki bi jih radi predelali skupaj z vama, nekaj reklamnih sporočil, potem pa vlogi obrnemo. Najprej začne na vsako vprašanje odgovarjati gospod Kajič in potem nadaljujete vi. Nekaj reklamnih sporočil, ostanite z nami. Spremljate soočenje trboveljskih kandidatov za župana. Z menoj v studiu sta Alenka Forte, SDS in Gorazd Kajič, Desus. V Trbovljah se, če pogledamo po internetu, prodaja kar precej stanovanj, medtem ko je možnosti najema zelo malo. Mladi težko pridejo do najemniškega stanovanja, če ne želijo čakati na listi za dodelitev tako imenovanih javnih stanovanj. Zanima me, ali se vam zdi stanovanjska situacija v Trbovljah problematična in če da, kako bi se je lotila? Gospod Kajič, vi začnete. Stanovanjska problematika je problematična v občini. Seveda mladi si želijo čim prej nekako priti na svoje. Dejansko je s tem gospodarstvom, če ga bomo želeli nekako spodbujati, tudi stanovanjska problematika tista, ki jo bomo mogli reševati. Reševati jo bomo mogli na način, da bomo gradili neprofitna stanovanja, se pravi najemniška stanovanja, ki bojo dobrobit mladim in na to karto bomo mi igrali. Gospa Forte, kako vi vidite to situacijo? Dejansko imamo v Trbovljah nekaj stanovanj, ki so žal zelo stara, neprimerna za mlade družine, ker so tudi manjša. Nekje sem prebrala statistične podatke, da je v Trbovljah povprečna velikost stanovanja 64 kvadratov, že v občini Zagorje pa 76. Mlade družine imajo posebne potrebe zaradi otrok in jaz vidim priložnost v Republiškem stanovanjskem skladu, ki ima razpise, kjer ob tem, da investitor izkaže velik interes in da je to upravičeno, do 50% sredstev nameni zraven k investiciji. Torej, mi rabimo investitorja, lahko bo tudi to občina in je treba narediti sodobna, neprofitna stanovanja za mlade družine, ker tudi ljudje, ki prihajajo že danes, bom rekla, firme so mi povedale, da ko iščejo stanovanje za svoje inženirje, razvojne tehnologe, da pač ni primernih stanovanj za najem. In to je velik problem in tukaj, če hočemo, da se odpremo, da bomo zanimivi, rabimo tudi delati na neprofitnih stanovanjih primernih za mlade družine in lahko nekatere občine celo spodbujajo gradnjo manjših stanovanjskih hiš, tako da pravzaprav za
minimalni znesek zagotovijo te pristojbine, se pravi komunalni prispevek, znižajo na minimum in to je pač spodbuda za mladega, da mogoče gre tudi sam v investicijo v gradnjo. Kako pa vidite razvoj krajevnih skupnosti in sodelovanje z njimi? Velikokrat se sliši, da se bolj kot ne razvijajo mestne krajevne skupnosti oziroma tiste, ki sodijo pod središče mesta, vasi, podeželje pa je v zaostanku oziroma nima pravega posluha. Kako vi, gospod Kajič, gledate na to? Ja, jaz dejansko kot župan se bom, če bom izvoljen kot župan, se bom več vključeval v te krajevne skupnosti, se več pogovarjal, nekako poslušal določeno problematiko in tudi preko proračuna poskušal čim bolj pomagati tem krajevnim skupnostim na določenih segmentih, ki so najbolj problematični. Seveda je to dejstvo, da vsi ne morejo dobiti vse, ker kolač je samo eden. Se mi zdi, da s to povezovalnostjo in s to pravo komunikacijo in poslušanjem ljudi se da marsikaj postoriti. Gospa Forte, vi ste tudi predsednica ene izmed trboveljskih krajevnih skupnosti. Kako vi vidite to situacijo? Problem je, da so seveda ta sredstva omejena, da obstaja en zelo star pravilnik, kako je razrez sredstev za posamezno krajevno skupnost. Ta pravilnik bo treba skupnimi očmi pretehtati in narediti pravičnejšega. Vendar, tudi če bo drugačen razrez, še vedno so potrebe na periferiji tako velike, da mislim, da brez soinvestiranja občine ne bo šlo. Imamo še veliko dnevno uporabljenih cest, ki so makadamske. In jaz kot županja bom seveda prve 3 mesece si vzela, da spoznam vsako krajevno skupnost, vsak problem v krajevni skupnosti. Potem, ko bomo imeli na mizi vse probleme celotne občine, se bomo usedli skupaj in naredili strategijo 4-letnega. Vsako leto bomo postorili tako, da bomo pravično za vse krajevne skupnosti postorili tisto, seveda znotraj nekega budžeta, ki ga bomo imeli, ampak enakomerno za vse krajevne skupnosti. Nekatere so zelo lepo razvite, imamo tudi krajevno skupnost, ki je pravna oseba, imamo na drugi strani krajevne skupnosti, ki so zamrle, ki rabijo spodbude, ki bodo tudi turistično zelo zanimive. In je namen, se pravi, jaz vidim ne samo, da se krajevna skupnost kot taka razvija, to je tudi turistični potencial. Praktično so v Trbovljah povsem zamrle kmetije, ne vem, če nimamo samo 5 registriranih kmetij in vidim tudi možnost spodbujanja te kmetije za razvoj kmečkega turizma, ki ga danes v Trbovljah nimamo. Naslednje področje, ki ga dajem v razpravo, je športno področje. Padec gospodarstva in prostorske omejitve sta bila vzroka za zmanjšano konkurenčnost trboveljskih športnih klubov. Pomanjkljiva je tudi športna infrastruktura na nekaterih področjih, pokritega bazena ni več. Trbovlje imajo že več kot 30 let le eno nogometno igrišče. Na tekmovalnem področju na primer ni moške članske košarkarske ekipe. Nove prostorske možnosti se mogoče ponujajo na saniranih rudniških površinah. Kako bi jih vi izkoristili in kako bi se lotili trboveljskega športa, gospod Kajič? Šport je ena disciplina, ki daje nam kar lepo prednost za samo gibanje in moramo tukaj nekaj postoriti, da se to nadaljuje v taki smeri, da bojo tudi naši mladi hodili na te rekreacijske centre. Vidim pa dejansko problem, kot ste omenili, iz gospodarskega vidika, ker ni toliko financ. Starši so obremenjeni, veliko stroškov je s tem, tako da povezovalnost, se pravi od občine do občine. Moje mnenje je, da bi mogel biti določene šport, recimo košarka nekje, nogomet nekje, rokomet nekje, da bi se na ta način lažje promovirali. Tako da, na ta način. Gospa Forte? V Trbovljah mislim, da imamo kar 35 športnih društev. Ker je pač gospodarstvo umrlo, ni teh sponzorjev, ki so bili nekoč poglavitni sponzorji teh ekip, ki so v bivši Jugoslaviji bili tudi v prvi ligi. Ampak seveda je pomembno, da smo tekmovalni, da imamo dosežke in takšnih športnih klubov je kar nekaj, recimo karate klub, plavalci. Vendar jaz mislim, da kot župan, da moramo bolj spodbujati to športno dejavnost vse populacije, vseh prebivalcev. Torej, za zdravje je pomembno, da smo aktivni vse življenjsko obdobje in čim dlje. In mislim, da tukaj imajo sedanja športna društva velik pomen in tudi Zavod za šport, da čim več
ljudi vključuje, ne samo mladi, a ne srednji, tudi v visoko starost. In tukaj vidim, da recimo dejansko nam manjka, sploh, ko nam uredba Evropske unije nalaga, da poskrbimo tudi za kakovostno življenje starejših. Tukaj jaz vidim res obvezo, da ponovno uredimo ta plavalni bazen. Seveda najlažje bi bilo, da osvežimo Lafarge, da se dogovorimo z lastnikom, če bo možno. Sicer pa sinergija Zavoda za šport in drugih struktur, tudi občine, in glede na to, da bomo v letu 2021, 2027 še vedno lahko črpali evropska sredstva z dobrimi projekti, vidim tukaj možnost tudi mogoče razviti novo infrastrukturo. To imajo tudi druge stranke v programu. Zavedamo se, da so to velike investicije, ampak zakaj ne bi bili ambiciozni? Sigurno ne bo to projekt, a ne v letu 2019, ampak mi moramo ves čas biti pripravljeni črpati ustrezna evropska sredstva in to ne samo občina, tudi Zavod za šport in se povezovati tudi med klubi. In na tak način verjamem, da bomo lahko naredili tudi en nov, lep objekt danes na današnjem objektu odprtega letnega bazena. Gospod Kajič? Ja, seveda mi smo tudi stranka Desus, ki se seveda ukvarjamo s starejšimi in damo zelo veliko veljavo in tudi na njih poskrbimo in gledamo, da se ukvarjajo tudi športom. Kar se tiče zaprtega bazena, zdaj jaz sem v projektu razširitve doma upokojencev tudi opazil, da imajo določen bazen noter, se pravi, da se bojo lahko tudi tam ukvarjali s to zadevo, imeli bojo sprehajalne poti, klopce in te zadeve. Tako da, ja, tudi za starejše treba poskrbeti in to damo mi veliko veljavo. Gospa Forte? Ja, res lepo imamo ta bazen v domu upokojencev, vendar mi se moramo zavedati, da imamo 5200 upokojencev. Mi moramo delati na tem, da naredimo programe, ki bojo za to maso ljudi zanimivi in to približati. Mogoče tudi krajevne skupnosti spodbujati, da naredijo neke aktivnosti, a ne več kot je sedaj. V domu upokojencev pa pač ne more hoditi 1000 ljudi plavati, ne. Torej, mi rabimo za to res pošteno infrastrukturo in ne nazadnje tudi naš v preteklosti zelo uspešen plavalni klub Trbovlje si zasluži to priložnost. V tem predvolilnem času slišimo veliko idej, veliko možnosti, kaj vse bi se dalo izboljšati, kako bi izboljšali kakovost prebivanja za prebivalce, če bi bila izvoljena oziroma če bosta izvoljena za to funkcijo, katere bi bile 3 stvari, ki bi se jih ob morebitnem županovanju lotila najprej, gospod Kajič. Ja, prvi projekt je seveda projekt Starejši za starejše. Dejansko mi želimo tudi tukaj vključiti več energije, več znanja, več ljudi, vključiti zavode, vključiti tudi evropska sredstva za pomoč starejšim, diabetikom in dati tisti predznak temu projektu, da jim bomo pomagali doma, da jim bomo prinesli kaj iz trgovine, da bomo ob klepetu zapolnili določen čas. Drugi projekt je tisti, ki sem ga že omenil poprej, to je projekt Mehanika, kjer smo povezovali z izobraževalnim centrom, kjer bomo pridobili znanje, izkušnje, prakso, se pravi, pa redno zaposlitev in štipendije. Tretji tisti projekt je pa malo bolj širši, je pa projekt STT, kjer se pogovarjam z 2 podjetjem, ki se ukvarjate z IT tehnologijo in pa logističnim centrom. Tukaj želimo predvsem dati pomočen predznak za ta dva podjetja. Vključil bi pa še zraven seveda naše start-upovce, ki bi omogočil prostor v tem objektu za lažji razvoj. In to isto vprašanje o 3 prednostnih nalogah tudi za vas, gospa Forte. Glede na slabo statistiko delovnih mest v Trbovljah in da kar pravzaprav skoraj 2000 ljudi, ki so delovno aktivni, išče službo izven občine Trbovlje in so vezani ali na vlak ali pa na avtobuse ali pa pač na avtocesto, se mi zdi, da je zelo pereč problem parkiranja pri naši železniški postaji. Vemo, da se naši Trbovljčani vozijo v Zagorje, zato ker v Trbovljah preprosto ne morejo parkirati. In v Sloveniji obstaja zelo zanimiv projekt nizkocenovnih garažnih hiš, 1-2-nadstropnih. Smo se pozanimali, tak primer sem si šla ogledati v Rogaško Slatino, v bistvu za najvišja cena bi bila, če bi bilo samo 1-nadstropno, 6000 evrov po parkirnem mestu. Torej, za 600 000 evrov bi mi naredili najprej parkirni
plato, še en na sedanjem parkirišču, katerega pač je lastnica občina v Trbovljah. Takoj zatem imamo največje bališče, to je Salumin. V Saluminu kritično primanjkuje parkirnih mest in tam smo si ogledali enostavno takoj 100 parkirnih mest. Se pravi, letno bi, a ne nekje investirali, recimo, zelo zanimivo, ko smo na terenu, naš Polaj, to je športna dvorana, kjer je veliko od kulturnih in športnih prireditev. Tam obstaja zemljišče, katerega last je tudi občina in tudi tukaj vidimo na tak način v našem mandatu narediti takšen cenovno nizki parkirišče, se pravi povečati zmogljivosti. Na tak način bi v našem mandatu približno do 300 parkirnih mest na novo zagotovili. To je, kar se tiče infrastrukture. Drugo je, da mlade želimo zadržati. Meni se zdi, da izredno dobro dela MCT, ta podjetniški inkubator in ta sinergija mladih podjetnikov in teh, ki so, kar bi izpostavila Čipolo ali Devesoft. Jaz mislim, da je treba spodbujati to kreativnost naših mladih izobražencev in jih spodbujati, da bodo te projekti bolj zaživeli. Ne vemo, da potem, ko imajo dober projekt, da ga morajo seveda tudi plasirati in najti investitorje. In tukaj mislim, da bi lahko občina zelo dobro delovala, torej, da mladi, ki imajo dobro poslovno idejo, tudi lahko to udejanijo v delovnih mestih. V zadnjem času se veliko govori o najrazličnejšem povezovanju, pa naj bo to znotraj ali zunaj občine. Pa me zanima, na katerih področjih vidite možnost povezovanja s sosednjimi občinami, gospod Kajič? Ja, s sosednjimi občinami, predvsem gospodarstvo bi bil zelo dober, da se med sabo povežemo, da naredimo, jaz bi narejemo, da bi imel en tak sklop enega holdinga, kjer se bi pomagali in drugim in nekako povezovali v tej smeri, pomagali določenim tudi začetnikom podjetništva, dali določene finančne sredstva s pomočjo z drugimi, se pravi evropskimi in podobno, in na ta način spodbujali tudi ene vrste gospodarstva, kot sem ga že prej omenil. Ja, gospa Forte? Obstaja ta Zasavski razvojna agencija RRA, ki dela na projektih in bo še pred večjimi izzivi za naslednji sklop investicij leto 2021-2027 in tukaj mislim, da imajo ključno vlogo bodoči župani in pač ta svet regije, ki bojo morali narediti kakovostne projekte, da bomo črpali evropska sredstva. Torej, črpanje evropskih sredstev kot regija, to bi bilo zame prednostno. Seveda pa že danes občini dobro sodelujeta, ne nazadnje, še malo pa bo občina Trbovlje in Hrastnik ponovno ena občina, kot je bila nekoč, ta povezovalna cesta, ki je naredil RTH, se mi zdi krasna, dejansko v 5 minutah si iz ene v drugi občini, to se mi zelo spodbudno in tukaj vidim tudi možnost, da se naša trboveljska občina in hrastniška zelo tesno povezuje, da dejansko ta projekt tunela porinemo dejansko naprej, da se začne z temi začetnimi deli in potem, da država pristopi in to izinvestira. Jaz mislim, da je država nam, Zasavcem, to dolžna, a ne glede na to, da smo dolgo imeli težko industrijo, da smo prispevali veliko v, bom rekla, državno blagajno in tudi veliko zdravja so naši ljudje pustili in jaz mislim, da je država dolžna nas poslušati. Jaz vsekakor kot županja se bom borila na vseh frontah, da bomo prepoznavni in da bomo slišani in tudi uslišani. Za dobro, kakovostno, sodobno družbo mora biti prisotno tudi kulturno udejstvovanje. Pa bi se dotaknili še tega področja, kje vidite izzive na področju kulture, mogoče tudi kar se tiče povezovanja z drugimi. Ja, pogledajte, kultura je naša najboljša osebna izkaznica. Se pravi, lahko nam postavlja zrcalo, dviguje samozavest, lepša vsak dan in še in še. Na tem področju mislim, da je naša občina zelo dobra, zelo aktivna in na ta način bi jaz tudi kar naprej nadaljeval. Gospa Forte? Dejansko naši ljudje so zelo kreativni, imamo veliko pevskih zborov in drugih društev, ki se udejanjajo. Imamo zelo znano skupino, ki izhaja iz Trbovelj, imamo gledališče, 2 iglišči, imamo recimo skupina Hiša, ki je meni osebno zelo pri srcu, upam, da še deluje, njihovo glasbo poslušam. Torej, imamo glasbenike, imamo kulturnike, imamo krasen delavski dom, imamo Dom svobode, imamo knjižnico in tukaj se dogaja in jaz bom to vsekakor kot županja še naprej podpirala, vendar spet,
ne zadošča, da so vsi sami zase. To je treba spet neko sinergijo in to vključiti mogoče v ta dnevni turizem. Se pravi, da ljudje prihajajo na prireditve v Trbovlje in tudi potem znamo to tržiti in delati na naši prepoznavnosti. Jaz si predstavljam, da bi Delavski dom Trbovlje lahko imel več odmevnih koncertov, ali pa dvorana Polaj. Nedavno smo imeli zelo znamenito skupino, bila je dobro obiskana in to je tisto, kar bo poneslo Trbovlje tudi v Slovenijo, mogoče lahko več tega poskušamo pridobiti. Zdaj sta mi delno odgovorila že tudi na moje naslednje vprašanje in sicer, kaj je v Trbovljah tistega, kar že obstaja in vama je všeč in bi ob županovanju nadaljevala? Ja, dejansko mi v Trbovljah mi je zelo všeč, da se razvija z področja, ne vem, četrti Dritelj, bolj bi mogel izpostavljati muzej, delavski dom izkoristiti in podobno. Projekti, ki so vsi zasnovani, ne bom jih zdaj našteval, seveda so zelo dobrodošli za našo občino in to seveda je dobro za vse. Ja, jaz bi spodbujala direktorje javnih zavodov danes, torej Delavski dom, muzej Trbovlje, da naredijo mogoče kakšen zanimiv skupen projekt. Lahko bi naredili muzej energetike, ki ga v Sloveniji še nimamo. Lahko bi na površinah rudnika, če bo pač soglasje lastnika, naredili zanimiv projekt. Mogoče drugače, kot je v Velenju, kjer je možno ogledati rudnike, da preidemo mogoče iz virtualnega, ker je odlično. Jaz, kadar danes dobim ljudi na obiskih, naj pripeljem pogledati četrti Dritl, to je ta virtualni muzej, ampak mogoče ga tudi rabimo v naravi. In jaz bi to spodbujala, da različni zavodi stopijo skupaj in naredijo en tak projekt. Preden nocojšnje soočenje predstavitev kandidatov sklenemo z osebno noto, bi vaju vprašal še, ali bi rada povedala kaj, česar danes še nismo omenili. Gospod Kajič. Ne, jaz mislim. Gospa Forte? Jaz kar ne morem verjeti, da v vseh soočenjih ni bil nikoli izpostavljen problem zdravstvene oskrbe v naši občini, ki je problematična. Imamo hud manjek zdravnikov, čeprav sedaj, ko imamo strokovnega direktorja iz občine Zagorje ob Savi, ki je med drugim tudi koncesionar in je imel vizijo in voljo se tega lotiti. Naredil je nekaj dobrih korakov, vendar to ne zadošča. Mi imamo starejšo populacijo in samo naših 5200 upokojencev bi si zaslužilo 3 ambulante za upokojence, glede na to, kako, bom rekla, zavod ovrednoti delo z starostnikom, ker to so ljudje z veliko bolezni. Mi smo imeli že v preteklosti, vemo, plačanih 12 ekip, zaposlenih je bilo pa občasno samo 4 do 5. Kam je šel ta denar, ki je prilival iz strani zavoda, ljudje pa niso bili deležni oskrbe tako, kot po predpisih gre. Kar pomeni, da ima vedno pacient pravico dostopa do izbranega osebnega zdravnika, kateremu se je zaupal. In to je v Trbovljah zelo, bom rekla, načelo je zelo kršeno, se čudim, da ni nobenih nadzorov in sankcij, bilo v vseh teh letih, ljudje pa da kar čakajo in čakajo. Torej jaz kot županja, to je eno mojih prednostnih tudi nalog, da uredim zdravstvo na tak nivo, kot si ga naši občani zaslužijo. Zadosti zdravnikov, ki bo imel čas za svoje paciente, ne pa tako kot danes, ko se ambulanta zapre in se zdravnika nadomešča 2krat na teden po 3 ure. To je neuzdržno. In temu problemu bom pristopila takoj, ko prevzamem župansko funkcijo. Ob koncu današnje oddaje, današnjega pogovora, predlagam, da vse skupaj sklenemo z osebno noto in na malce bolj sproščen način. Kratka vprašanja in kratki odgovori. Gospod Kajič, katero glasbo vi radi poslušate? Načeloma vse raznoroka, Vi? Predvsem jazz. Kateri praznik vam je najljubši in zakaj? Občinski, ker je to naš praznik. Meni pa so božični prazniki najbolj prijazni, zato ker je to družinski praznik, takrat se družina zbere in mi to zelo veliko pomeni. Na kateri športni ali kulturni prireditvi ste bili nazadnje v občini Trbovlje? Kulturna prireditev seveda je bil občinski praznik. Kar se pa športa tiče, pa na nogometu. Se mi zdi, da je bilo to zadnje derbi Zagorje Trbovlje. No, jaz sem letos celo organizirala proslavo ob dnevu državnosti za 25. junij in sem se odločila, da bo to, sedaj je pač tradicionalno program Slovenske demokratske stranke, bo pa to postal tudi tradicionalni praznik občine Trbovlje. Zdi se mi neprimerno, da na rojstni dan ne praznuješ
To pač mislim, da trenutno ni bilo ustrezno. Drugače pa zaradi obilice dela veliko časa za obisk kulturnih dogodkov nimam, ampak sem si vzela čas in si bila na koncertu na Polaju te bučne skupine. Šla sem poslušati eno pesem. Brez katere stvari ne bi mogli živeti? Ja, mobitel je tista zadeva, ki mi je v poklicu pač nuja. To je to. Brez dobre vode. Na katero osebnostno lastnost pri sebi ste najbolj ponosni in na katero najmanj, če ta obstaja? Najbolj sem ponosen na to, da sem pač, da imam svojo hčerko in sem zelo ponosen na njo, tako da tudi pozdravljam, srečno. To je to. Jaz mislim, da sem neizmerno vztrajna in ko si zastavim cilj, ga zasledujem. To sem počela celo življenje in mislim, da kot županja, da bom imela to lastnost, da mi bo zelo pomagala, da Trbovlje popeljemo na boljšo pot. In čisto ob koncu današnjega srečanja je čas za nagovor Trboveljčanom in Trboveljčankam in seveda za podatke o tem, kje vas v nedeljo volivci najdejo. Ja, spoštovane cenjene upokojenke in upokojenci, občanke in občani. Vsak glas šteje, tudi vaš, za naše Trbovlje. Zato pridite na volitve in glasujte za Desus Trbovlje. Za župana Gorazda Kajiča pod številko 2, za listo svetnikov pod številko 7. Hvala. Sem Alenka Forte, kandidatka za županjo občine Trbovlje. Imam dobro ekipo ljudi, ki imajo znanje, voljo in energijo, da Trbovlje popeljemo na pot razvoja. Kandidiram za županjo pod številko 5, moja svetniška skupina pa je pod številko 1. Prosim, odidite na volitve in dajte glas najboljšemu. Gorazd Kajič, Alenka Forte, lepa hvala obema, ker sta se odzvala današnjemu vabilu na oddajo v živo. Hvala za vsa mnenja, predloge in pobude, ki sta jih delila skupaj z nami. Obema želim veliko uspeha na nedeljskih volitvah. Hvala lepa. Hvala lepa. Vam, drage gledalke in gledalci, pa se vam zahvaljujem za pozornost in vam želim prijeten večer.